Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2, kjer zaključujemo zgodbo sila zanimivega in pestrega 29. kroga. 12 sta bila odigrani že dve srečanji. Tabor je ugnal Muro s 3-1, Olimpija pa je imela danes po dolgem času pravi strelski šov v Stožicah. Ugnali so Koprčane 6-2. Bi prinesla konec 4 tekem brez zmage na domačem igrišču. No, tukaj pa nova akcija, Brava podaja v kazenski prostor, nevarno je in Bravo vodi Milan Tučić, pa je strelec v 8 minuti, 7. prvenstveni gol za Milana Tučića in takole so znali kaznovati vse skupaj. Mauretič. Pa tam Begić in izenačenje na 1-1. Tjaž Begić, drugi prvenstveni gol za tega mladeniča, 17-letnega nogometaša Gorice, takole lepa podaja. Brava, ali je tukaj priložnost branili kar to vrstne prodore in pa seveda predvsem podaje. No, zdaj pa znova je nevarno pred vrati Gorice in brani, znova se je izkazal Likar. Številne prekinitve pri Bravu, visoka žoga v kazenski prostor, Tomiček je bil najvišji, Maružin pa natančen strel, tole je šlo v okvir vrat flote Milenka Čimoviča, ki je branila barve Slovenije v skupinskem delu Evropskega prvenstva do 21 let. Zdaj pa poizkus tam, Hodžić je sprožil proti vratom. Konec tedna pa 2-2 doma proti Domžalčanom. Zdaj predložek v kazenski prostor, Kramarić nazaj in tam no, tam pa zdaj prekršek, padel je Križan. Rumeni karton za Križana in tole je zdaj najstrožja kazen in priložnost Gorico, da pride do preobrata na domači zelenici. Lamin Koli pa zdaj 1-1 z vratarjem Vekićem, reprezentančnim vratarjem do 21 let. Ali se lahko Vekić izkaže? Toda ne, natančno namerjen strel je to bil Kolija in Gorica do preobrata v drugem polčasu, že zelo zgodaj so dosegli gol. Poglejmo še enkrat takole, Ojevusi s podajo, ja, tam pa je Dejana Đuranovića, torej Domžale s Celjem, v boj za novo zmago. Aluminij bo doma gostil sežanski Tabor, res da. No, tukaj zdaj priložnost in v zadnjem trenutku se rešujejo domači nogometaši. Še ena žoga, tam pa Križan, previsok strel Križana, ostaja 2-1 za Gorico. Etienne Velikonja, strel proti vratom, ja. Zadnjih 10 minut in nekaj sodnikovega dodatka bomo tokrat le videli, prav gotovo. No, zdaj pa Bravo do izenačenja na 2-2. Šok terapija zdaj za Gorico. Takole pa seveda se veseli gola. Ali danes Goričani lahko dosežejo še tretji gol, še tretji, zatresejo mrežo, brani tam, Vipotnik je preusmeril tam podajo Cvijanovića. Kaj žugal, strel proti vratom, brani Likar, ja, tole je letelo v okvir vrat, dober poizkus, daleč je to bil.
3 minute, še 3 minute upanja, ali je tukaj akcija za gol za zmago, tako je! V prvih sekundah sodnikovega podaljška, pa Gorica do gola za 3-2. Dejan Grabič prav gotovo, ali pa tukaj zdaj pika na i v Novi Gorici, poglejmo, brani Vekić. Da, napeta tekma je bilo svih 90 minuta i tako bilo je dosta preokreta, međutim na kraju smo zmagali. Za nas zelo pomembna zmaga, 3 boda, dugo ih nismo uzeli, imali smo 2 poraza pre ovoga, tako da je ova pobjeda onako dolazi u pravom trenutku. Sve čestitke momcima na borbi, na zalaganju, na energiji koju su danas svih 90 minuta pokazali na terenu i na kraju smo bili nagrađeni sa pobedonosnim pogodkom. Moram da naglasim da smo danas opet imali veoma mlade igrače u ekipi, 2 mlada igrača, Vipotnik i Begić su postigli golove, tako da idemo dalje, čeka nas nova utakmica, nova tekma u subotu protiv Kopra, sutra trening, danas možemo malo posle utakmice da se proveselimo, a već od jutra moramo da se spremamo za Kopar. Komentar je wow, taka tekma se redko po mojem zgodi na naših igriščih. Treba pohvaliti obe ekipi, ker to je bilo, videli smo lahko ogromno tempa, ogromno nekih taktičnih preigravanj mogoče med obema trenerjema. Mislim, jaz moram čestitati, odlično so se pripravili nas. Gorici se je zdaj vrnilo vse, kar se jim verjetno v prvenstvu ni, ker do rezultata 3-2 so zadevali praktično vsega, kar so naredili v zadnji tretjini. Bili odlični, vedno nevarni, ampak jaz mislim, da smo si ustvarjali ogromno priložnosti danes. Veseli me pa to, da smo si jih na različne načine, se pravi preko kontinuiranega napada, preko protinapadov, iz prekinitev, iz vsega smo bili nevarni. In čestitke Gorici, čestitke pa tudi našim igralcem, ker morajo sem vztrajati.